Resnica ali izziv, tokrat je z mano Katarina iz skupine Tabu. Žuro! Čau! Kakšen je tvoj dan, glede na to, da si zdaj tabujevka, sicer zdaj že nekaj časa, ne? 3 leta si že. 2 leti. Pa ni še 2 leti, skoraj 2 leti. Ja. In kakšen je tvoj dan, recimo? Moj dan, jaz imam tak vsak dan čez teden, tudi hodim v službo, tako kot vsi ostali normalni ljudje. Ampak imam tak fajn šiht, da lahko začnem delati popoldan in se pol ponavadi zjutraj, ko mi paše lepo sama od sebe, brez budilke zbudim. Ponavadi je to tam okoli 9, pa lepo kavica, imam zmeraj tak ritual, 1 uro miru zjutraj, kava, zajtrk, ne vem, ali gledam kako serijo, ali čist muziko poslušam, pa sem na easy. Pol pa počasi v kopalnico in te stvari urediti, pa... Se pravi, imaš normalno službo, potem imaš pa še nenormalno službo. To tako, je tabu. Tako, ja. Normalno pa še ta zabavno službo. Aha, tako je. Pač tabuje poznamo, da so zelo zabavni fantje. Ne? Zdaj, glede na to, da si tako zelo pomladila njihov band, mislim, vaš band, koliko je kaj teh jokov na ta račun, koliko si mlada? Ni toliko jokov na račun, koliko sem jaz mlada. Več je jokov na račun, koliko so oni stari. Se niso toliko stari, res niso, pa ful so mladostni po energiji, tako da se pač čist ujamemo na neki isti frekvenci, ampak ja. Torej, zdaj si pa že, si tabuje, ko si že čist udomačena, ne? Oziroma so oni udomačeni, ne, s tabo. Hvala, tako je. Ja, povej, kaj zdaj je aktualnega pri tabujih, kaj pripravljate zdaj? Ok, zdaj se kuha par stvari. Mi delamo album, to je naša glavna stvar, s katero se zdaj ubadamo. Že počasi dobiva tisto končno obliko in se ful veselim. V bistvu bomo pa prvič igrali ljudem v celoti 22. maja v Kina Šiška. Tako da vabim vse, ki zasledite ta intervjujček. Tako da, ja, to. Reč pa, ja, koncerti bodo tudi zdaj v bližnji prihodnosti. Če to, kar povem, malo 8. februar, na kulturni praznik v Kranju, v Klubaru. To bo tak poseben koncert, ki bomo malo ga posvetili Prešernu, ne? Bomo tudi malo kakšne te povezovalne govore na njegovo smer obrnili. Pol pa 14. februar, Valentinov koncert, Šmarje pri Jelšah, se mi zdi. Kulturni dom. Ja, kulturni dom, tako. Pol dalje se bodo pa še zvrstili. No. Ok, itak se vas spremlja na družabnih omrežjih, tam vidimo, da si ti zelo aktivna, zelo rada delaš take odbite in kratke. To pa ja. Eksplozivne. Ok, zdaj pa veš, ker je tukaj resnica ali izziv, ne? Ok. Zdaj moram jaz najti eno vprašanje, na katerega ti ne boš želela odgovoriti in boš izbrala izziv. Ok. Ker mislim, da bo ful težko. Tako da lahko mogoče zdaj poskusno eno vprašanje. Deva. Prav? Ok, poskusno. Torej, kaj je tebi v teh odnosih v bendu, a pride kdaj do kakšne take neprijetnosti, ne vem, kakšne neprimernosti, da se slabo počutiš, pa karkoli tasga? Pride. Bom kar odgovorila na vprašanje, ker se mi zdi, da je to taka stvar, o kateri ne govorimo veliko, pa vseeno da neko pogled v dinamiko, tudi kako nasplošno bendi delujejo. Meni se zdi, da vsakič, ko pride, že med 2 človekoma v odnosu se stvari zgodijo, ki pač, ne vem, nekdo gre nekomu čez mejo, a ne? Ali pa se slabo stvari skomunicirajo, zdaj si pa to predstavlja, da je 5 ljudi, ki morajo med sabo imeti porihtane zadeve, a ne? In itak, da pride tu pa tam do trenja. Ampak dokler imamo vsi v mislih in v glavi in željo potem, da pač dobro delujemo med sabo, se vse to razreši. Ampak ja, tu so pač pol, vsak je občutljiv na neko drugo stvar ali pa mogoče na nek način komunikacije in pol se, če se že kaj spičimo, se zaradi takih stvari, ker nekdo na napačen način nekaj pove. Ni pa nikoli bilo zares, moram potrkati na les. Zaenkrat še ni bilo nekih takih res konkretnih, globokih, eksistencialnih problemov. Se pa znaš postaviti zase. Tako, ne? Ja. Meni se zdi, da ja. No. Pomembno, ja. Sploh, če si edina ženska v bendu in glede na to, da se kar menjajo pevke, kar je verjetno pritisk. Ja.
Ja. Itak. Ne, ampak fantje tudi se mi zdi, da na tej točki se zelo zavedajo tega in s tem zavedanjem v mislih tudi ravnajo in se imajo tak odnos do mene, da me čuvajo. Me imajo po mojem kot neko mlajšo sestrico. In kako me oni doživljajo čist, ampak ja, jaz imam tak občutek. No. No, zdaj pa vprašanje, na katerega vem, da ne boš želela odgovoriti. Niti slučajno, ker je pač to Na plano z njim. tabu. Okay. In sicer povej mi, kaj si jedla danes za zajtrk? Ne, vem. Joj, Oprosti za tega to pa vprašanje. žal res ne morem zaupati, Saj ker je vem. to taka zaupna stvar. Se vem. Zdaj, oprosti, meni je kar bed, da sem te to vprašala. Res upam, da te nisem žalila. Ne vzemi tega Čist mal, ampak bom prebolela. Okay, to je pač taka rubrika, sem prisiljena v to. Okay, zato pa bomo izbrali izziv. Izziv, dajmo izziv. Yes, Ja. To je zdaj tako zelo kompleksno glasbilo, inštrument, kot vidiš. Prvič ga vidim v življenju. A res? Ja. To je od mojega sinčka. Cute. In zdaj je tvoja naloga, da zaigraš en delček tabu pesmi. Recimo Divje. Divje, Ali pa, ne vem, lahko tudi kakšno drugo. Čakaj, ker tukaj imamo zdaj omejen Zelo omejeno, razpon ja, spet, to je ta izziv. tonov. Pa seveda za tvoje Dajmo. zraven. Tonov mi zmanjka, taratata je bilo, čakaj. Taratata, taratata. Ok, Bravo! šlo je, približno. No, v redu, Dobili v redu, smo občutek odlično. dobre vile. Dobre vile. Ja, izziv si odlično upravila. čestitam. Ker malo sva žučna, da vas. Ja, zdaj bomo izprašali še Macota, da bomo videli, kaj bo on povedal. Zdaj imaš še priložnost povedati, karkoli želiš. Karkoli Ostane želim. med nami. Za zajtrk nisem jedla nič. Z mano je Maco iz skupine Tabu, Tomaž Trop. A ne, ti si pa, moram prav povedati, te kličemo vsi Maco. Ja. Tako da povej, kako zdaj dogaja? Spet imate novo pevko, tako pač vem, da se to grozno sliši in da je to že nekako, ste že naveličani vsi tega vprašanja, ampak dejstvo je, ne, da ste znani po tem, da se stalno pomlajujete. To je lepo dejstvo, ne? Če bi bilo res, ja. Mislim, znali, upam, da smo še po čem drugem, ne? Ampak ni več tako novo, ne? To je zdaj že bo 2 leti, kmalu, Ja. se mi zdi. Čas tak leti, da... Zdaj, Maco, povej, kaj je zdaj tisto najbolj aktualno, koncerte smo slišali, da imate, se pravi, album snemate, ne? Kako bo zdaj to izgledalo? Kakšne so zdaj Tabu danes? Ja, sigurno en nek DNK ostane in se ne spreminja. Časi se vas spreminjajo, mi se spreminjamo. Glasba gre svojo pot, ne vem, kak bo. Nekaj bo starega pridiha, nekaj bo novega, sigurno. Že zaradi Katarine bo vse drugače. Zdaj, mi smo zdaj slišali Katarino in je res zelo fajn punca. Kakšen je tvoj vtis, recimo, glede na to, da je že toliko tabu enih pevk imel, a ne, mislim, enih pevk, Nino, Tino, Evo in zdaj Katarino. Moram reči, da ne vem, če bi bil veren, ne, bi rekel hvala Bogu, ne, ker je res top. Ne. Res se nam je sreča nasmehnila spet, ne, ampak res nimam, ne vem, če moral bi si izmisliti kaj slabega, da bi, ne, res je vreda, res je fajn, kot oseba tudi, kljub razliki v letih, ki je ogromna. Vemo, smo diskutirali o tem medgeneracijskem sodelovanju. Ja, ne, kljub temu se štekamo ful dobro. No. Si res izjemen glasbenik, si songwriter, avtor, soavtor večine pač uspešnic in sploh komadov pri Tabujih. Ja. In zdaj tukaj je en inštrument, ki je zelo kompleksen. Vidim. Izziv je, če lahko zaigraš na ta inštrument, katerikoli komad, napev skupine Tabu. Toliko imate krasnih komadov, mislim, da si lahko izbereš nekaj, torej lahko uporabiš zgornjo ali pa spodnjo vrstico. Tukaj. Tukaj pa prste uporabljaš. Aha. No, se vidimo čez 1 uro. Ko bo naštudiral.
Lahko še zapoješ zraven. Ne. Ne, hvala. Zmanjkalo je višine. To je pa zaključek. Si ugotovila, kjer komat je? Ja, jih razmišljam za tega. Pogled, kaj že Ja, pisem ja, ja. dotik. Kaj sem si ful starega zbral, ne? Ja, v Enega redu. Zelo lepo, Ja. v bistvu si ful tipko porabil. spontano, veš, kaj glasbilo me je Zelo dobro. navdahnilo. Te je, ne? K tej Vse te skladbi. barve.